Lepo pozdravljeni na današnjem Alzheimer kafeju, ki ga Narodna galerija prireja skupaj v sodelovanju z Združenjem Spominčica. Danes je z nami Simona Richter, je magistra socialnega dela in je pomočnica direktorja Centra za socialno delo Ljubljana, enota Grosuplje. Danes se nam bo predstavila s predavanjem socialno varstvo oseb z demenco. Tako da jaz ne bi več izgubljala besed in bi kar povabila semle predavateljico. Takole. Takole. Pozdravljeni še z moje strani. Danes bom jaz predstavila, kaj je možno v okviru nalog na Centru za socialno delo in tudi izven se bom dotaknila. Za oris toliko, da veste, kakšne možnosti so v mreži pomoči. Center za socialno delo, jaz dostikrat rečem, da obravnavamo vse od predrojstva do posmrti. Dejansko cel spekter. En del je tudi varstvo odraslih, tako da bom koncentrirala naloge, ki jih izvaja center, na ta del. Samo moment, da jaz tole nagruntam, kaj gre naprej. Ne gre. Na Centru za socialno delo jaz sem dala kar 5 sklopov. Mi obravnavamo starostnike v okviru nalog za preprečevanje nasilja v družini, pravice oseb, ki potrebujejo pomoč druge osebe v domačem okolju. Tu se bolj koncentriramo na to, da se v domačem okolju poskrbi za starostnike, potem del se bom dotaknila tudi skrbništva, materialne pomoči in storitve, ki jih izvaja center. Pa če kar preidem na nalog za preprečevanje nasilja v družini, torej v tem segmentu obravnavamo, če prihaja do nasilja, bodisi nad starostnikom, bodisi nad svojci, ne. Oblike nasilja imamo psihično, fizično, ekonomsko, spolno. Mogoče samo dinamiko, da veste, kaj se dogaja v centru. Na centru obravnavamo tako žrtve nasilja kot povzročitelje, vsakega v svojem delu, nikoli skupaj. Se pa center vedno odzove, ko je prijava na policijo in takrat vstopa interventna služba, tako da lahko rečem 24 ur na dan smo za te naloge dodeljeni, no, da lahko izvajamo. Vsi policija in center imamo v tem delu ničelno toleranco do nasilja, tako da če prepoznavate pri svojcih, da se nekaj dogaja, ne vem, da mogoče nimajo stika s drugimi sorodniki, te stvari je v redu, da se naslovijo pa da se potem raziščejo. Potem pravice statusa odrasle invalidne osebe. Tu se bom dotaknila družinskega pomočnika, osebne asistence in komunikacijskega dodatka. Kaj je družinski pomočnik? V osnovi, kdo je upravičenec, ne? Tisti, ki pridobi status invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, sedaj je to zakon o socialnem vključevanju invalidov, ali pa osebi, ki se komisija, torej SPIZ, invalidska komisija, dodeli to pravico do družinskega pomočnika. Te pravice se v osnovi urejajo na centru, torej mi dobimo vlogo, torej tisti, ki potrebuje družinskega pomočnika in družinski pomočnik tudi da svojo vlogo, da je pripravljen to nalogo izvajati. Potem pa mi to dokumentacijo pošljemo na SPIZ, kjer komisija potem odloča o tem, a nekomu pripada ali ne. Kar je zelo pomembno, da date vso dokumentacijo, s katero razpolagate, ne. Vemo, da pri osebah z demenco je to zelo težko odkriti. Zaradi tega je potrebno priložiti izvide od psihiatrične klinike, nevrologije, da dejansko se potem to prepozna.
tudi vi kot svojci prepoznavate, kako oseba z demenco funkcionira v domačem okolju, ne? Pač pozablja, izgublja stvari. To je v redu, da si zapišete, da te stvari date naprej, da dejansko komisija potem najlažje lahko oceni, ali oseba res rabi družinskega pomočnika ali ne. Kaj pa je pomembno, ne? Družinski pomočnik je oseba, ki je potem ves čas osebo, ki potrebuje družinskega pomočnika, kar pomeni, da mora imeti ta oseba en primeren odnos do invalidne osebe. Mogoče tudi razumeti, ne, dostikrat se srečujemo s tem, da ker ne poznajo svojci delovanja, funkcioniranje oseb z demenco, da mogoče jim ta oseba nagaja. Treba je nekako razumeti, ne. Dejansko oni ne vidijo stvari, pozabljajo. To je tako, kakor, ne vem, da se zbriše spomin, ne. In oni nikakor ne delajo v tem stilu, da bi nagajali, ampak dejansko ne prepoznavajo določenih stvari. Pomembno je tudi za družinskega pomočnika, da imata svojec in ta, ki potrebuje družinskega pomočnika na istem naslovu bivališče, torej isti stalni naslov. Kaj v osnovi družinski pomočnik poskrbi? Za osebno oskrbo, zdravstveno oskrbo, socialno oskrbo in gospodinjsko pomoč. Torej vse komplet, tisto, kar mogoče za primerjavo, ne, tisto, kar nekako ponujamo starši otrokom, to družinski pomočnik ponuja svojcu, ki potrebuje družinskega pomočnika. Torej zdravstveno oskrbo to ne pomeni, da gre prek meja, ne. Tam, kjer je potrebna zdravstvena oskrba, se pelje k zdravniku. Torej, če je kakšna poškodba, to oskrbijo zdravniki. Tu nima družinski pomočnik te naloge, da bo poskrbel v takem okviru. Tako za občutek. Socialna oskrba, prostočasne dejavnosti. Ja, to je zelo pomembno, da se osebi z demenco omogoči ene aktivnosti. Ne vem, tudi dostikrat imamo to igro, da se poišče, da se pa ne spomnim, spomin, ne, to igro spomin, da dve isti kartici najdejo, da se nekako te veščine pa spomin nekako še proba ohranjati, ne, čeprav vemo, ne, tisto, kar nekako zboli za demenco, to je napredovana bolezen, torej to ni, zaenkrat zdravila še ni, ne, tako da nekako probamo omiliti to hitrost. Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek, to pomeni, če nekdo še opravlja službo, lahko v enem delu opravlja službo, v enem delu nalogo družinskega pomočnika ali pa v celoti. To je čisto odvisno od tega, koliko ta svojec zmore opravljati te naloge. Seveda mora tudi imeti eno zaposlitev pa en dohodek. Obveznosti družinskega pomočnika najmanj enkrat na leto mora poročati o izvajanju te pomoči, v primeru spremenjenih okoliščin pa mora tudi se dati informacijo na center, ne, na primer, če bi se mogoče stanje poslabšalo, da se potem tudi te stvari sporoči, oziroma če bi se osebo namestilo v kako institucionalno varstvo. Pravica do osebnega asistenta, to je bolj mišljeno za osebe, ki so mlajše, dejansko starostna omejitev je od 18 do 65 let. Vem tudi, da tudi obstajajo osebe, ki imajo demenco, pa so mlajše od 65 let. Torej, kaj je tisto okvir, po katerem se ta pravica dodeli? Najmanj 30 ur na teden mora ta oseba potrebovati pomoči. Ampak to osebni asistent je kot podaljšana roka osebe.
ki se ji nudi pomoč. Torej, da čim bolj funkcionira v svojem domačem okolju. Ne? Tako kot pri družinskem pomočniku, tudi pri osebnem asistentu je cilj, da ima čim bolj omogočeno dobro podporo v domačem okolju. Naslednja stvar je pravica do komunikacijskega dodatka, zelo podobno kot osebna asistenca. Ne? To pa je takrat, ko oseba tudi izgubi sluh, ne? Ko rabi enega tolmača, da prevaja, ko gre naprimer kaj urejati na upravno enoto ali pa na center za socialno delo, da ima nekoga, ki mu prevaja. In tu je tudi omejeno na obseg do 30 ur na mesec. To je razlika. Ne? Osebni asistent je 30 ur na teden, komunikacijski dodatek je pa 30 ur na mesec. To lahko potem se uveljavlja denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo ali pa dejansko kot osebno asistenca, tolmača. Sedaj bom predstavila skrbništvo. Ne? Smo šli najprej čez ta sklop, kaj je možno uveljavljati pri osebah, ki ostanejo v domačem okolju, torej družinski pomočnik, osebno asistenco pa komunikacijski dodatek. Sedaj se bomo pa dotaknili skrbništva. Skrbništvo se ureja za osebe, ki ne morejo svojih pravic uveljavljati, torej ne morejo uveljavljati svojih koristi, pravic in interesov, ker ne razumejo stvari. In tudi ne morejo slediti temu, če bi nekoga pooblastili, ne morejo slediti temu, a tisti, ki so ga pooblastili, pravilno opravlja naloge ali ne. Skrbništvo se v osnovi ureja na okrajnih sodiščih. Torej, če ste z Ljubljane, urejate na okrajnem sodišču v Ljubljani, drugi, naprimer moji iz Grosuplja urejajo zadeve na okrajnem sodišču v Grosupljem, tako da ni nujno, da je zmeri Ljubljana. Predlog se v osnovi spiše svojec, lahko tudi zaprosi kako pomoč centra. Kaj je pomembno, da v tem predlogu je? Predlog mora nekako zajemati, kako oseba funkcionira. Zelo pomembno je, da se predloži kakšne zdravstvene izvide, običajno največkrat nevrolog, psihiater. In zelo pomembno je, vi svojci ste dejansko skozi s tem sorodnikom. Najbolj veste, kako on funkcionira v domačem okolju. Tako da v tem delu znate zelo boljše ubesediti kot center. Mi kot center lahko tisto pišemo v predlogih, kar svemo od vas svojcev. Kaj je še pomembno, da ima ta predlog za imenovanje skrbnika, da se predlaga tudi začasnega skrbnika. Torej, nekdo, ki je predlagatelj, ne more biti tudi začasni skrbnik. Torej, da tudi nekako doma skomunicirate, v redu, jaz bom dal predlog, ti pa daj v tem času bo začasni skrbnik. Običajno se tudi lahko predlaga prav točno določeno osebo, tako da tle se potem lahko tudi postopki malo pohitrijo. Kaj je razlika med skrbnikom pa skrbnikom za posebni primer, kar imam našteto gor? Skrbnik za posebni primer je določen za točno določeno nalogo. Torej, ko je treba osebni dokument urejati, registracijo vozila. Na bankah se običajno dostikrat da urediti, ampak oseba mora še razumeti, kaj to pomeni, lahko oseba sama pooblasti na banki. Na tak način se običajno rešuje, da so zadeve hitrejše. Skrbnik, kakor sem že prej rekla, se o tem odloči na okrajnih sodiščih, skrbništvo za posebni primer pa na centrih. To je ta poglavitna razlika tudi. Tako da, ko se urejate skrbnika za posebni primer, pridete na center, na pogovor, pa potem tudi opredelite, kdo bi bil najbolj primeren svojec za skrbnika za posebni primer. Običajno tudi vprašamo sorodnike najožje in tudi ostali sorodniki, govorim naprimer o partnerjih pa o otrocih. V širšo mrežo nekako ne gremo, da podajo tudi svoje stališče
a je ta oseba primerna za skrbnika ali ne. Mi seveda iz vaših izjav, ko podate nekako izjavo, kdo bi bil najbolj primeren skrbnik, še vedno gledamo, da ta oseba ima poslovno sposobnost, da ima nekako roditeljsko pravico, smo včasih rekli, pa da ima seveda tudi primeren odnos do osebe. Mi zmeri, potem ko se postavi skrbnik za posebni primer, popišemo premoženje. Torej, gledamo vse, ko je skrbnik, se gleda celo celoto. Torej, skrbnik se običajno, ko se postavi, se za vse možne naloge postavi. Torej, takrat v teh primerih popišemo premoženje, kar se tiče nepremičnin, dolgov, obveznosti, premično premoženje, dejansko res celotno sliko. Zaradi tega, da nad izvajanjem skrbništva tudi center nekako izvaja kontrolo. Enkrat na leto tudi skrbniki poročajo na center, 15.2. je običajno zmeri datum, ko morajo predložiti skrbniško poročilo. Mi tudi rešujemo ugovore zoper delo skrbnika. To pride samo v primerih, ko vidimo iz skrbniških poročil, da je bilo nekaj nepravilnosti pri razpolaganju s sredstvi ali pa da je bila kakšna naloga, ni bila izvedena v korist varovanca. Mi zmeraj gledamo tako, kakor skrbni starši, pri otroku, skrbnik, skrben do varovanca pač poskrbi, da je v najboljši meri zanj poskrbljeno. Center tudi izvaja neposredno izvajanje skrbništva. To pomeni, da tudi mi kot center za tiste ljudi, ki nimajo socialne mreže, torej ko dobimo mi en predlog za nekoga, ki nima sorodnikov, tam dostikrat smo mi potem skrbniki. Tako da tudi mi hodimo plačevati račune, urejamo osebne dokumente in vse stvari, ki jih ta oseba potrebuje. Kaj je pomembno za skrbništvo? Da nekako varujemo njihovo osebnost, ščitimo njihove pravice. Zmeraj imamo v obziru, a bo to tej osebi, ki sem ji jaz skrbnik, v redu. Torej, ko imamo kakšno odločitev pred sabo. Dostikrat v kakih sodnih postopkih, če je na primer kakšne zadeve, da so odprte na sodišču, zelo priporočamo, da če oseba lahko, da se uveljavlja kako brezplačno pravno pomoč, ker vseeno skrbnik ni pravni ekspert. Tako da v enih delih je potrebno poiskati pomoč. Tudi, na primer, se obrnete na center, pridete do ene dileme, kako bi se ena stvar rešila. Center je tudi nekak suport skrbnikom, da čim bolj pravilno, pa čim bolj v redu tudi izvajajo skrbniške naloge. Glede skrbništva, v osnovi mi, kakor sem rekla, mi tudi pogledamo, koga se predlaga za skrbnika. In mi še vedno gledamo osebnostne lastnosti, sposobnosti, potrebne za izvajanje skrbništva. Skrbnik ne more biti čisto vsak. Vseeno mora imeti človek eno infiniteto, da mu je človek, za katerega bo nekako skrbel, da mu je pomembno, da se čim bolj pravilno to izvaja. Obveznost skrbnika je pa zmeraj prostovoljna in častna, kar pomeni, da tule ni nobenih možnosti, da bi potem v postopku dedovanja nekdo, ki je bil skrbnik, imel pravico do večjega deleža. Tudi vem, da se s takimi vprašanji srečujemo. Čisto enakovreden si z ostalimi. Torej si prostovoljno, častno izvajaš to nalogo. Skrbnik, kakor sem že prej rekla, zastopa varovanca v vseh zadevah, ki so mu določene. Torej, zelo pazimo, če je skrbništvo v vseh nalogah, če je skrbništvo za posebni primer, na primer za urejanje osebnega dokumenta, ta skrbnik za posebni primer ne more hkrati urejati, zadev na banki. Tu moramo dejansko paziti, na kaj se osredotoča odločba. Nekako pa moramo vestno
skrbeti za osebnost, pravice in koristi varovanca in skrbno upravljati njegovo premoženje. Kakor sem že prej rekla, tudi enkrat na leto poročajo o svojem delu. Pri tem pa lahko tudi uveljavljajo stroške, ki so jih imeli za izvajanjem skrbništva, naprimer, da so naprimer skrbnik ni dolžen naprimer kriti stroškov varovanca, ne. Torej, če nekdo naprimer založi pri izdaji osebnega dokumenta denar, takrat lahko potem zahteva povračilo teh stroškov. Pa tudi za kakšne potne stroške, ki jih ima. Materialne pomoči, center ureja denarno socialno pomoč, varstveni dodatek in oprostitve plačila socialno-varstvenih prejemkov. Kar se tiče denarnih pomoči, dejansko so cenzusi, ki so določeni, torej tisti, ki ima dohodke manjše, pa če kar grem na cenzuse, tisti, ki ima manjše dohodke od cenzusov, ki so podani, dejansko lahko uveljavlja pravico do denarne socialne pomoči. Pomembno je tudi glede premoženja, ne. Ne gledamo pri denarnih pomočeh samo dohodke, ampak tudi premoženje. Če ima oseba premoženje, ki je večje od 120.000 evrov, v katerem seveda tudi živi, mora potem podati soglasje k vpisu, da se zaznamba da v zemljiško knjigo. Drugače, in tudi potem se to uveljavlja pri postopku dedovanja, ampak tu svojci potem vračajo denarno socialno pomoč, konkretno tudi piše tukaj v kakih deležih. Kar se tiče glede varstvenega dodatka, ne, če oseba, tu se ponovno gleda, če oseba nima dohodkov višjih od cenzusa, za samsko osebo sem opredelila 577,34 evrov. To pomeni, nekdo, ki ima denarno socialno pomoč 421 evrov, je varstveni dodatek do 577, kar pomeni, da ne pomeni to, da dobiš denarno socialno pomoč in 577 evrov varstvenega dodatka, ampak samo razliko do. Kaj je še pomembno pri varstvenem dodatku? Poleg tega, da se gleda dohodkovni cenzus, se gleda tudi, da ta oseba, da so moški starejši od 65 let, ženske od 63 let, da so, kje sem se izgubila, da imajo status invalida in imajo te statuse, ki izkazujejo, da ta oseba ne more biti več delovno aktivna. Oprostitve plačila socialno-varstvenih storitev, to je pa takrat, ko naprimer, ko je nekdo nameščen v domsko varstvo, torej institucionalno varstvo ali pa dnevno varstvo, ali pa se izvaja pomoč na domu. V teh primerih se lahko uveljavlja za plačilo tudi oprostitev plačila socialno-varstvenih prejemkov. Torej oseba, ki te storitve uporablja, običajno s svojim dohodkom plačuje te storitve. Potem ta drugi, ki je zavezan temu plačilu, je partner pa otroci. Torej, če vsi skupaj nekako ne zmorejo pokriti teh stroškov, je potem ta tretji plačnik občina. Zaenkrat je še tak zakon veljaven, so pa spremembe v tem delu, potem bo plačnik država. Tu se tudi da zaznamba v zemljiško knjigo, ne. Torej nekdo, ki plačuje domsko varstvo vemo, da ni poceni. Tam se potem običajno tudi občina je plačnik. Drugi občasni prejemki imamo izredne denarne socialne pomoči, izredne denarne socialne pomoči pri kritju stroškov pogreba, pogrebnino in izredno denarno pomoč po smrti družinskega člana posmrtnino. To se lahko uveljavlja tudi tukaj se gleda cenzuse, samo dohodkovne,
v teh delih se ne gleda premoženja. Tako da, če oseba ima nižje dohodke od cenzusov, lahko potem pridobi pravico posmrtnine 402,18 evra, to je dejansko cenzus za izredno denarno pomoč. Kaj je pogoj pri posmrtnini? Da gre za družinskega člana, torej lahko to uveljavlja zakonec, otroci, zunajzakonski partnerji, bratje, sestre, nečaki. Je omejeno, kdo lahko to uveljavlja. Pogrebnina je pa poleg tega, da lahko ožji sorodnik to uveljavlja, je pa pogoj, da je tudi ta plač pogreb. Pogoj je tudi, da mora biti pogreb izveden na območju Republike Slovenije, da se lahko ta pravica uveljavlja. Višina pogrebnine je pa 804,36 evra. Center za socialno delo izvaja tudi storitve. Izvajamo prvo socialno pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom. Imam tudi navedeno pomoč družini na domu. To samo nekateri centri izvajajo, ne vsi. Torej, storitve izven centra, ki se pa izvajajo, so pa socialna oskrba na domu, dnevno varstvo, institucionalno varstvo. Bomo se pa tudi dotaknili pooblastil, pa dodatka za pomoč in postrežbo. Pomoč na domu običajno izvaja zavod, ki ima koncesijo na tistem območju občine. Ni nujno, da imajo vse občine istega izvajalca. Na primer, Zavod za oskrbo na domu je na območju Ljubljane. Dostikrat tudi izvajajo domovi za ostarele po drugih občinah te storitve. Kar je pomembno, ko se odločimo za to pravico, je pomembno, da izberemo zmeraj iz tega nabora, ki ga imamo, dve nalogi. Torej, pri gospodinjstvu pa pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih. Dejansko zavod omogoča izvajanje te storitve, če izberemo dve storitve iz te dve vrsti pomoči iz tega nabora. Je tudi, mislim, da so kar dostikrat težave pri tem, da je velika zasedenost. Slišim tudi o tem, da nekateri ne izvajajo teh pomoči čez vikend, tako da vem, da so kar težave na tem delu. Tako da jaz upam, da tudi z novo zakonodajo, da se bo čim bolj ojačal ta servis na domu, pa da bojo lahko izvajalci izvajali te pomoči. Kar je pomembno, saj lahko mi tudi izberemo izvajalca, ki nima koncesije. Samo kaj to pomeni, tako za občutek, da boste vedeli. Torej, mi, ko izberemo izvajalca, ki nima koncesije, to pomeni, da moramo sami plačati vse. Če pa koncesija, pa lahko uveljavljamo tudi oprostitev plačila socialno-varstvenih prejemkov, tako da veste, kaj je razlika med tem. Dnevno varstvo. Nekateri domovi izvajajo tudi dnevno varstvo v svojih okvirih. Običajno imajo to družbene dejavnosti, druženje, torej kako igro spomina, kako terapije s kako glasbo, telesne aktivnosti. Delavnice za trening spomina izvajajo v okviru dnevnih varstev, organizirajo prehrano, zdravstvo, socialno oskrbo v tem času. Cilj pa je razbremenitev svojcev. Ker tudi svojci, jaz se zelo dobro zavedam, da tudi svojci morate marsikaj v svojem času urediti in za nekoga, ki rabi stalni nadzor v domačem okolju, je to res težko. Tako da ena rešitev je poleg pomoči na domu je tudi rešitev dnevno varstvo. Kar je pomembno pri dnevnem varstvu tudi za razliko od institucionalnega varstva, pri dnevnem varstvu se svojec vsak dan vrača domov. Iste aktivnosti se izvajajo v institucionalnem varstvu, torej v domski oskrbi. Tam imamo socialne storitve, se izvajajo zdravstvene storitve,
prehrana je zagotovljena, aktivnosti so, tu dejansko se poskrbi mogoče pri namestitvi, da smo pozorni, ne. Če je oseba z demenco, se običajno namešča na varovane oddelke. Teh varovanih oddelkov nimajo vsi domovi za starejše osebe. Tako da ste mogoče pozorni takrat, ko nameščate, a ta dom ima to pokrito ali ne, ker nimajo čisto vsi. Pooblastila. Pooblastila. To na primer se ureja takrat, ko še oseba razume stvari, ne. Ko oseba ne razume, kaj se dogaja, je potrebno urejati skrbništvo, kar sem ga že prej omenila. Torej pooblaščamo lahko na pošti za prevzem pošte, da se tam uredi, pri banki, pri notarju. Notar lahko na primer opredeli vse določene naloge, s katero potem oseba, ki je pooblastitelj, pooblasti pooblaščenca. Torej, da nekdo čisto v njegovem imenu ureja določene stvari. Pooblaščenec ima čisto enako pravno težo kakor tisti, ki je pooblastil to osebo. So pa lahko pooblastila splošna pa specifična. Dodatek za pomoč in postrežbo. Kar se tiče dodatka za pomoč in postrežbo, se to prvenstveno ureja na ZPIZ-u. Torej, tisti, ki je prejemnik pokojnine, ureja to na ZPIZ-u. Tisti, ki je pa prejemnik denarne pomoči, pa ureja na Centru za socialno delo. To je tale bistvena razlika, od kje je potem ta transfer odobren. Mogoče čisto plastično, ne. Mi, ko dobimo vlogo, spet je zelo pomembno, da date vso zdravstveno dokumentacijo poleg. Ker na podlagi zdravstvene dokumentacije potem invalidska komisija ali odobri dodatek za pomoč in postrežbo ali ne. S tem, da kar se tiče dodatka za pomoč in postrežbo, so trije nivoji, ne. Torej, če se nekomu odobri pomoč za večino osnovnih življenjskih potreb, če se stanje poslabša, ne, se lahko potem uveljavlja za opravljanje vseh življenjskih potreb. Torej, nekomu, ko se dodeli, to ne pomeni, da je pa za vekomaj isti cenzus, ne. Če se stanje spreminja, se lahko ponovno uveljavlja ta pomoč. V domovih se lahko odobri tudi torej nekdo, ki je nameščen v domsko oskrbo, ko rabi pa tudi doma, no, je možno tudi za tiste, ki rabijo 24-urno pomoč, da imajo najvišji cenzus tega dodatka za pomoč in postrežbo. Kaj je še pogoj? Pogoj je, da mora biti oseba stalno prijavljena v Republiki Sloveniji, da lahko to pomoč uveljavlja. Tule sicer je pogoj uživalec pokojnine, ampak lahko je uživalec tudi denarne socialne pomoči. Zdaj pa tako zelo na kratko sem preletela pravice, ki je možno uveljavljati v okviru Centra za socialno delo, pa izven. Sem pa na voljo še za dodatna pojasnila in vprašanja.